Povabili smo na kavo. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Povabili smo na kavo. V Sloveniji je relativno malo ustanov, ki ponujajo študij na področju gospodarskega inženiringa. Ena izmed njih je Univerza v Novi Gorici, ki ta program izvaja na Poslovno-tehniški fakulteti. Gospodarski inženir je strokovnjak, ki združuje tehnično znanje in inženirske spretnosti z upravljavskimi, ekonomskimi in poslovnimi veščinami. Gre za multidisciplinarni poklic, kjer so strokovnjaki sposobni razumeti tako tehnične podrobnosti, kot tudi širše poslovne vidike, kar jim omogoča učinkovito reševanje kompleksnih problemov na preseku tehnologije in menedžmenta. Kakšen poklic to je, pa nam bo iz prve roke sedajle predstavil diplomant in hkrati študent magistrskega študijskega programa Gospodarski inženiring, gospod Anže Novinec. Lepo pozdravljeni. Pozdravljene. Zakaj vas je pritegnil ravno ta študijski program? Ste se za to področje zanimali že v srednji šoli ali ste se za vse skupaj odločili nekoliko kasneje? Ja, praktično sem se za program odločil nekako tik pred vpisom, saj sem zanj zvedel slučajno iz enega pogovora s tematiko o izbiru fakultet. Pritegnil me je pa zaradi predvsem raznolikosti predmetov in pa široke usmeritve. Povejte mi, ste med dodiplomskim študijem imeli priložnost opravljati prakso oziroma študentsko delo v povezavi s stroko in kako vam je to morda pomagalo pri oblikovanju same nadaljne kariere? Ja, res je. Sem imel možnost opravljati tudi praktično usposabljanje. Namreč praktično usposabljanje je v 3. letniku, v 2. semestru študija, katero obsega nekako 480 ur. To pomeni po 8 ur na dan je tole 60 dni, približno 3 mesece. To praktično usposabljanje sem opravljal v okviru predmeta, ki mene najbolje opiše in prav to mi je tudi omogočilo najboljšo in najlažjo zaposlitev kasneje. Pa ste to zaposlitev hitro našli, prvo zaposlitev? Kako je potekal ta prehod iz fakultete na samo delovno mesto? Ja, bom rekel, ta prva zaposlitev se praktično pojavlja kar sama, če lahko temu tako rečem, ravno iz praktičnega usposabljanja, saj je delodajalec med mojim praktičnim usposabljanjem spoznal potencial in znanje, ki sem ga imel iz te fakultete, tako da je bil ta prehod v mojem primeru zelo eleganten, če lahko temu tako rečem. Povejte mi, kako pa so vas sprejeli sodelavci oziroma mentori v podjetju? Je to novo okolje bilo velik izziv, glede na to, da niste klasični inženir neke specifične stroke? Lahko bi rekel, da so me sprejeli z odprtimi rokami in z možnostjo predajanja dragocenega znanja, seveda za nadgradnjo in pa odlično upravljanje mojega dela. Zdaj, ali je to novo okolje, ki je vplivalo name? Jaz bi rekel, da niti ne. Se te ta program Poslovno-tehniške fakultete res pripravi tudi na vsa ta področja. V naši družbi je diplomant in hkrati tudi študent magistrskega študijskega programa Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici, gospod Anže Novinec. Kar nekaj ste že povedali o samem študiju, tudi o prehodu na trg dela. Kakšne pa so vaše želje za prihodnost? Se morda vidite v kakšnem posebnem projektu oziroma vlogi? Ja, želje za naprej bi rekel kot prvo je sigurno dokončanje magisterija oziroma magistrskega programa, ki ga trenutno opravljam. Ob tem pa sigurno tudi karierna rast in razvoj skupaj s podjetjem, v katerem trenutno delam. Povejte mi, kaj pa bi svetovali tistim, ki se morda zanimajo za študij in kariero na področju gospodarskega inženiringa? Ja, malo za hec bi rekel kar prijavite se, ne bo vam žal. Drugače pa, če ste tak tip človeka, ki vam je res všeč prepletanje različnih strok in pa si pri tem želite tudi lete upravljati oziroma z njimi sodelovati, je ta študij sigurno primeren za vas. Pa mislite, da boste kot gospodarski inženir se lahko dovolj hitro prilagajali hitrim tehnološkim spremembam, ki se nam dogajajo, ki nas čakajo? Jaz si mislim, da ja. Se je ta program tudi sam usmerjen tako, da te pripravi na te hitre tehnološke spremembe, ki so se in pa se bodo dogajale. Dovolite mi še zadnje vprašanje. Verjamete, da bo v prihodnje še prevlada teh klasičnih poklicev, ki smo jih vajeni, ali nas čaka morda potreba prav po teh multidisciplinarnih poklicih, kakršen je gospodarski inženir, kakršen je vaš poklic? Ja, to je pa zelo zanimivo in hkrati zelo kočljivo vprašanje.
Dejstvo je, da klasični poklici izginjajo, kar je seveda zelo velik problem in mislim, da bo potrebno to nekako nadoknaditi. Kljub temu, da se stvari robotizirajo in digitalizirajo, bo potreba po strokovnjakih še prisotna. Prav tako pa tudi potreba po multidisciplinarnih poklicih, ki bodo omogočali povezovanje ter razumevanje različnih področij. Gospod Novinec, torej jasno je, ne obžalujete te odločitve za študij? Sigurno, da ne. No, če vas je zgodba Anžeta svojo študijsko in karierno zgodbo spodbudila, da se morda tudi vi izobrazite za poklic gospodarskega inženirja na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici, potem ste vabljeni na informativne dneve. Anže, vam pa najlepša hvala za pogovor in srečno pri samem končanju magisterija. Najlepša hvala. Na obisku ob kavi.